Lepo pozdravljeni. Verjetno marsikoga najbolj zanima to, zakaj je tako hladno v tej dvorani. Obljubljam, da smo izklopili zračenje, ampak pa je, da še vedno nekako je hladno oziroma se ne da nič narediti zaenkrat. Tako da upam, da vas bo predavanje ogrelo, vsebina predavanja in nastop naše predavateljice. Kot najbrž že vsi tu navzoči, ali pa vsaj večina tu navzočih ve, in to kaže tudi logotip, če ste zasledili na vabilu, logotip na vabilu, skratka dokazuje oziroma kaže, da praznuje naš arhiv letos 80-letnico svojega delovanja kot samostojna ustanova. Po drugi strani pa je letošnje leto tudi v znamenju razstav in različnih dogodkov, ki se odvijajo v sklopu zelo zanimivega projekta, to je projekt Barok v Sloveniji. Vidim, da sta med nami tudi, oziroma vsaj trije, poleg predavateljice, sodelavci tega projekta, tudi avtor idejne zasnove projekta, dr. Matej Klemenčič. Skratka, v arhivu smo zelo veseli, da jesenski del predavanj začenjamo prav s predavanjem ene najvidnejših poznavalk, specialistk za baročno arhitekturo in umetnost na Slovenskem, to je dr. Metode Kemperle. Predavateljica se sicer ukvarja tudi z drugimi temami in področji zelo različnimi, ne le z barokom. Kot redna profesorica na oddelku za likovno pedagogiko na fakulteti pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani se posveča med drugim didaktiki umetnostne zgodovine in muzejski pedagogiki. Ker bi predstavljanje njenih objav in angažmajev zahtevalo kar precej časa, naj dodam samo še to, da ima dr. Kemperlova kot soavtorica razstave Barok v Sloveniji v naslednjih 2 mesecih več javnih vodstev v Narodnem muzeju. Zdaj pa prisluhnimo, kaj vse je o hiši Breg 20 v Ljubljani razkrilo arhivsko gradivo, ki ga večinoma hrani naš arhiv. Prosim. Najlepša hvala, Liljana, za tako glamurozno predstavitev. Ne vem, s čem sem se zaslužila. Ja, in seveda hvala za povabilo. Sem bila zelo vesela, ravno v tem kontekstu, ki si ga ti zelo dobro v bistvu predstavlja. Torej, govorila bi o ljubljanski hiši Breg 20 in sicer naslovila sem to za podnaslovom Preobrazbe in lastniki v 18. stoletju. Namreč, zakaj preobrazbe in lastniki? Ker je seveda to dvoje v bistvu zelo povezano. Danes verjetno o tej hiši govorimo kot o hiši pri Vitezu. Namreč v pritličju ima gostilna, ki se je tudi večkrat imenovala pri Vitezu, namreč tole pritličje, kjer je gostilna, so imeli že najrazličnejši gostinci v najemu. In radi so se ti gostinci pohvalili, da je bila tukaj že v 60. letih 20. stoletja gostilna, in to znamenita gostilna, v katero je zahajal tudi Tito. Gotovo pa se nihče od teh gostincev ni mogel pohvaliti s portalom, ki je še danes, torej že od 60. let naprej in še danes v bistvu v razpadajočem stanju, čeprav takih baročnih portalov v Ljubljani nimamo ravno na odmet. Je pa s to hišo, torej tudi na teh recimo predstavitvah gostiln na internetu in tako naprej, na njihovih Facebookih, dostikrat zasledimo, da gre za starodavno gostilno, da je bila tukaj gostilna že v 16. stoletju, da je to Kodelijeva hiša. In tudi v strokovni literaturi se največkrat to poimenovanje pojavlja, da gre za Kodelijevo hišo in da je nastala, torej vsaj ta portal, da je nastalo to leta 1749, ko je tedanji, torej ta hipotetični lastnik Avguštin Kodelj prejel predikat Fahnenfeld in da naj bi se pač te fane, torej te militarije, nanašale na prejem tega
tega predikata. Zdaj govorim o Kodeliju, pa vendarle sem dokazala, da to v bistvu ni bila Kodelijeva hiša, ampak vseeno, torej, ko rečemo Avguštin Kodelij, torej v bistvu je to nečak prvega Kodelija na Kranjskem, torej Petra Antona Kodelija, ki je v bistvu tudi nekak začetnik te kranjske veje, in iz katere seveda tudi izhaja verjetno širše najbolj poznani Anton III. Kodelij, izumitelj in tisti, ki je prvi k nam pripeljal avtomobil, tudi tedaj lastnik Kodelijevega, namreč tudi predel Ljubljane se imenuje v bistvu po Kodelijih, torej po gospoščini Turn, ki se potem po prvem lastniku Kodeljev, torej to je bil Peter Anton Kodelij, imenuje Kodeljevo. No, ta obravnavana hiša pa stoji na Bregu v Ljubljani, ki je, torej Breg je bil v 18. stoletju zelo živahno, torej tukaj imam zdaj te hiše od 20 pa do 10, je bilo zelo živahno pristanišče, kjer so se v bistvu naselili vsi trgovci, te veletrgovci. Seveda, eden izmed prvih je bil to Peter Anton Kodelij v 80. letih, še 17. stoletja. Potem sta pri njem se izučila, začela kariero tudi na eni strani Michelangelo Zois, ki je torej kupil tole hišo, tole vogalno hišo nasproti Križevniške, pa potem postopoma pokupil vse posesti do obzidja, pa še čez. Po drugi strani pa Štefan Gasparini, o kateri bo pa danes še govora. Torej, ko je Peter Anton Kodelij umrl, je vso trgovino zapustil svojemu nečaku Avguštinu. Avguštin je še nekaj časa potem z Michelangelom Zoisom pa s Gasparinijem to podjetje vodil, potem pa leta 1935 vse skupaj, torej se je umaknil iz te prodaje, iz tega podjetja. To je seveda pomembno potem za te torej, lastništva. No, sicer pa so tukaj stanovali še drugi trgovci. Torej, rekla sem, portal že dolgo v slabem stanju. Leta 1966 so ob napeljavi električnih kablov tudi razbili to obličje viteza, ki ga vidite v temenu tega portala. Kip so potem precej pozneje restavrirali in je danes v Mestnem muzeju. Na portalu pa je v bistvu odlitek iz umetne smole, že takrat iz 60. let. No in ko sem se začela ukvarjati torej z datacijo nastanka te fasade in torej atribucijo tudi portala, sem seveda ugotovila, da je treba najprej res raziskati lastništvo, kar bi to lahko privedlo pač do natančnejše datacije. In res se je potem to izkazalo torej za pravilno. Zdaj prvi v bistvu o tem lastništvu te hiše pisal Peter Radič leta 1908. To bo zdaj morda majčkeno suhoparno, ampak moram to povedati, da razjasnim. In torej za to obravnavano hišo, torej Breg 20, je zapisal, da je bila razdeljena v dva dela. Torej sprednjo hišo, Breg 20, in zadnjo hišo, ki ima svoj vhod in ki je to danes Križevniška 9. In da naj bi bil lastnik te sprednje hiše od 1688 Peter Anton Kodelij in potem njegov nečak Avguštin Kodelij. Zadnje hiše, torej Križevniška 9, pa naj bi bil od 1689 pa do 1715 Jakob Šel plemeniti Šelenburg, torej še en zelo pomemben trgovec.
in da naj bi jo potem 1728 pa kupil Štefan Gasparini, ki je potem leta 1749 pa kupil še sprednjo hišo, torej to, ki jo zdaj gledamo. In jih je potem združil v eno. No, ob tem je Radič tudi omenil balkonsko dvorano in ta lep portal, in on je napisal, da naj bi to oboje naročil Avguštin Kodelj. No, Vladislav Fabjančič je pa potem približno 40 let pozneje pa lastništvo teh dveh hiš interpretiral drugače. In sicer trdil je v bistvu, da na tem mestu ni dveh hiš in v njegovem popisu hiš Križevniške 9 sploh ni. Lastnikom, ki jih je Radič navedel za hišo Breg 20, pa je pripisal hišo Breg 18, današnjo Breg 18, torej tole, tukaj le. In zapisal je, da je bila hiša od 1687 v lasti Petra Antona Kodelja, potem je podedoval pač Avguštin Kodelj in ta naj bi jo potem leta 1948 prodal Štefanu Gaspariniju. In Gasparini so potem to hišo obdržali do 1784. Za današnjo hišo Breg 20 pa je Fabjančič navedel lastnike, ki jih je Radič pripisal Križevniški 9. Torej Schellenburg, napisal celo do leta 1728, potem v tem letu 28 se pa potem kar zvrstijo, po njegovem mnenju, najprej ena Viktorija Erlich, potem Anton Janežič in potem takoj Štefan Gasparini. In potem do 1816 ne bi bila po njegovem mnenju ta hiša v lasti Gasparinijev. No, potem od 1816 naprej pa oba dva omenjata ta iste lastnike. No, zdaj moja raziskava je pokazala, da je imel Radič v bistvu prav, da gre za dve hiši. Namreč znotraj so v bistvu te hiše, torej Breg 20, Breg 18 in Križevniška 9, znotraj so v bistvu povezane. Kar se pa tiče lastnikov, je imel pa v grobem prav Fabjančič, vendar ne z čist natančnimi letnicami. Zdaj vsekakor, pa, torej tukaj sem že prej pokazala tole risbo, pa nisem povedala, izkdaj je, torej gre za risbo Brega, ki jo je naredil Candido Zuliani leta 1751. Poleg tega je naredil pa tloris še z popisom lastnikov. Vendar, ker je ta dokument ožgan, ni čisto vse vidno, ampak tole, ko malo povečam, zdaj tole vidimo, da je torej hiša, ki tukaj je označena 30, pa 29, pa 30 zelo podaljšana nazaj, torej v Križevniško 9, da je lastnik Štefan Gasparini. Torej 1751 je v bistvu lastnik vseh teh treh hiš Štefan Gasparini. Torej, to dilemo v lastništvu pred tem letom seveda pa lahko deloma razjasnimo z ohranjenimi oporokami, zapuščinskimi inventarji in pa dokumenti, ki zadevajo Kodeljev fideikommis. Torej dokumenti, ki so ohranjeni tukaj v tem arhivu. Zato sem se seveda tudi odločila za to predavanje, ki je zahvala v bistvu vsem, ki ste mi pri tem pomagali. Posebej pa Vanji Rupnik, ki me je tudi seznanila v bistvu s to zbirko fideikommisov. Verjetno se ona niti ne spomni, ampak jaz se pa zelo dobro. Ja, in sem ji seveda zelo hvaležna za to, ker se je ena skrivnost mi v bistvu razjasnila. Če ne bi imela pogleda v to zbirko, bi nekako bila v slepi ulici. Torej, v zapuščinskem inventarju Štefana Gasparinija, ki je umrl leta 1753, je zapisano, da je bil on tedaj lastnik vogalne hiše, torej to je pač Breg 20, in pa še ne druge, ki se imenovala Kodeljeva tedaj. In to je pa Gasparini s sporazumnim sklepom dobil leta 1746
in plačal 1749. leta. Zdaj, seveda, najbolj logično bi bilo, da bi bila tudi sosednja hiša, torej Breg 18, ampak ni bilo to zelo preprosto. Namreč Peter Anton Kodelj je v oporoki leta 1725 omenil pač eno hišo, da ima eno hišo pač tukaj na Bregu, in jo je, tako kot druge nepremičnine, vključil v fideikommis, torej ustanovil je fideikommis. Ta oporoka je bila potrjena leta 1727 in pač s tem potrjen ta fideikommis, in intabuliran je bil 1760. In seveda zato se mi je porodil dvom o tem, katero Kodeljevo hišo je pravzaprav Gasparini kupil leta 1749, ker če je hiša v fideikommisu, potem jo ne moreš prodati, samo ene hiše. In torej je bilo seveda to veliko vprašanje. Ampak seveda, ko sem jaz pa pogledala te fideikommisne tabele, je pa zapis iz 1786, jasno kaže na to, torej prvič, da je to res ta hiša, torej Breg 18, Kodeljeva hiša, da jo je kupil Gasparini za 3200 goldinarjev, točno zato, kakor jo je tudi Zuliani ocenil, ko je Kodelj umrl. In da so to hišo lastniki zamenjali za hišo številka 325. To je pa današnja hiša Breg 10. Ker tedaj so pa že številčili hiše, in tudi obstajajo zemljevidi, kjer točno, načrti z številčenjem, tako da točno vemo, katera hiša to je. No, iz seznama plačilnih obveznosti pa izvemo tudi, da je bila ta zamenjena hiša, tedaj številka 320, torej to je Breg 18. Torej, s tem se mi je potrdilo, da je torej prvotna Kodeljeva hiša sedanja hiša Breg 18, Breg 20 pa prva Gasparinijeva hiša, potem je pa kupil še 18 in še križevniška 9. Torej je še preden, torej spet bom naredila povezavo z Zoisom, torej Michelangelo Zois in Štefan Gasparini sta bila tedaj družabnika, leta 1735 se Avguštin umakne iz trgovine, potem vodita to nekaj časa sama, potem tudi Zois izplača Gasparinija, no, ampak Zois se širi v bistvu proti Obzidju, pa Križevniški gor, Gasparini pa tukaj poskuša okrog svoje hiše, poskuša čim več okoliških hiš pokupiti. To je bilo seveda pomembno za tedanje trgovce, da so imeli čim več posesti, da so imeli lahko čim več skladišč. Ker oni v bistvu stanovali so potem oni, to se vidi pa iz popisa prebivalcev, v Breg 20, v Bregu 18 pa predvidevam, da so jo uporabljali večinoma za skladišča in pa tam sta popisana dva podnajemnika takrat na 1754. Torej, zdaj za Breg 10, pa vemo, da jo je Jožef Anton Kodelj kupil leta 1752. To pa izvemo iz njegovega zapuščinskega inventarja, pa tudi Fabjančič piše o tem. In iz tega inventarja je tudi jasno, da je ta hiša stala poleg Andriolijeve, zato ker je noter ena omemba, ene pravde med Kodelji in Andrioliji. Torej pa Andriolijeva sedanja Breg 12. No, kdaj točno je pa Gasparini pridobil to prvo vogalno hišo Breg 20, me pa še ni uspelo ugotoviti. Zdaj, Fabjančič sicer piše, da je bila vlasti Jakoba plemenitega Schellenburga oziroma njegove vdove do 1728. Ampak to ne bo držalo. Namreč v zapuščinskem inventarju Schellenburga, ki je umrl leta 1715, so navedene 3 njegove hiše,
pa nobena ni stala na Bregu. Vse 3 so stale na Mestnem trgu. Torej, to je Mestni trg 6, kjer je on stanoval, druga je bila sosedna hiša, Mestni trg 5. Obe je Schellenburgova vdova obdržala potem do leta 1932, tretja je bila pa na Mestnem trgu 9. Omenila sem pa tudi že, da Fabjančič navaja za to 1728 več lastnikov in torej možno je, da jo je res Gasparini kupil šele leta 1728. Točno tedaj, to je isto leto, kot je Michelangelo Zois kupil hišo vis-a-vis. Torej, ta teza o dataciji portala okrog 1749, ko je Kodelju Marija Terezija res podelila baronski naziv in potrdila grb, torej to lahko pač zavrnemo, ker seveda ta hiša ni bila Kodelijeva. Lahko pa omenim to, da je tedaj Peter Anton Kodelj, torej on je že prišel v Ljubljano s plemiškim nazivom in s tem predikatom Pfannenfeld. Tega je najprej pridobil njegov brat iz Gorice, potem pa še on. In njegov nečak in naslednik Avguštin Kodelj je leta 1749 prejel le še baronski naziv. In sicer sploh ne zaradi zaslug na Kranjskem, ampak zaradi zaslug na Goriškem. In prav tako je iz oporoke njegove nekako se zdi, da ni kaj dosti bival na Kranjskem, pa kot sem rekla, on se je 1735 umaknil z te trgovine. In tedaj gotovo ni obnavljal svoje hiše v Ljubljani. In tudi omenil je v svoji oporoki, da tudi če bi umrl na Kranjskem, da ne ga pokopljajo v domači kapeli v Gorici. In točno tako se je v bistvu potem tudi zgodilo. No, je pa v podobnem času, natančneje 20. marca 1743, pa pridobil plemiški naziv pa Janez Štefan Gasparini, torej ta pravi lastnik Brega 20. Torej, omenila sem že, da je trgovsko kariero on začel pri Kodelju. Prvič je v Ljubljani zabeležen leta 1723, ko se je poročil. Tako da lahko, da je kupil hišo tudi že pred 1728. No, in zaradi njegovih dejavnosti, namreč v deželno knežjo blagajno se je steklo na tisoče goldinarjev, je v začetku 40 let zaprosil za povzdikov plemiški stan. Poleg trgovskih uspehov in delovanja v mestnem svetu je v prošnji poudaril zlasti zasluge, vojaške zasluge njegovega deda in očeta. Omenil je pa tudi, da je zaradi vojaških zaslug v plemiški stan bila povzdignjena tudi družina njegove žene. Tako da se, če že kaj, se ti militarije nad portalom nanašajo na njegov pridobljeni naziv. Torej je lahko portal nastal leta 1743 ali pa 1744. Seveda to se pa sklada tudi z približno datacijo tega poprsja, tega viteza. Namreč kolega Matej Klemenčič, ki je tukaj med nami, je to poprsje pripisuje Robi in tudi pravi, da je to poprsje nastalo nekako v začetku 40 let. Tako da to se v bistvu zelo dobro ujema. Seveda, da pa portal ni nastal po sredini 18. stoletja, nam priča že tale risba Zoljanjeva, kjer je portal že vključen. Prej pa seveda tudi slogovno ne paše, torej v prva 30 letja v Ljubljani ne. Je pa seveda to stavbo začel Štefan Gasparini že prej prenavljati. Namreč z letnico 1736 so datirane Jelovškove freske v tej tako imenovani balkonski dvorani v drugem nadstropju. In tedaj
je verjetno nastalo fasadiranje, torej s pilastri, pred portalom. Kot zadnji pa potem nastal ta portal, ali pa da so naknadno ustavili tole tablo z militarijami. Namreč s to piljastrsko členitvijo ni čisto usklajeno. Zaradi tele table z militarijami so morali tukaj odbiti ta zidec, ki deli pač pritličje od prvega nadstropja. No, pozneje, torej to pa že verjetno že v 20. stoletju, vsekakor pred 1966, ko je obstajala fotografija, pa so potem spremenili še delno pritličje. Torej te lizene so izvedli, da so usklajene z pilastri zgoraj, in pa to okno so povečali. Pa seveda tudi ta balkon ni baročen. No, seveda zdaj pa še nekaj o avtorju portala. Torej, zdaj v začetku 40. let je seveda delovalo v Ljubljani več arhitektov, tudi Roba je imel naziv arhitekta, pa vendarle nekako tisti elementi, ki so bolj arhitektonski, recimo tisti portali v Celovcu, nekako ne kažejo takih sorodnosti, da bi lahko ta portal tudi Robi pripisali. Potem je deloval Janez Jurij Šmid, ampak zaenkrat ne moremo z njegovim imenom povezati nobene stavbe. Potem je bil to Candido Zuliani, ki je naredil tale načrt, to upodobitev, ki je veliko zidov po Ljubljani, tudi veliko takih hiš s portali, vendar so tisti njegovi portali malce drugačni. Delal je pa tedaj tako sporadično, večinoma v Trstu, pa nekaj tudi v Ljubljani, je pa delal Giovanni Fusconi. No, in največ podobnosti v bistvu sem našla z njegovimi deli. On je bil sicer doma z Vidma, delal je pretežno v Trstu. On je bil v 30 letih tam zadolžen za izgradnjo novega pristaniško-trgovskega dela mesta na izsušenih solinah, torej za tako imenovano terezijansko četrt. V Ljubljani je prvič zabeležen 1726, zadnjič pa 1747. Med drugim je bil plačan leta 1729 za izdelavo modela cerkve svetega Petra v Ljubljani. To je bil kar velik projekt tedaj, in pa tudi svetovanje pri gradnji. No, in zaradi tega mu je tudi pripisana tale kapela na Kodeljevem, torej to je kapela gradu, ki so ga imeli tedaj v lasti Kodelji. Sicer ta portal je malce skromnejši verjetno tudi zaradi tega, ker sta ga prvotno obstopala kipa. Je pa seveda nedvomno kvalitetno delo in med našim in tem portalom je nekaj podobnosti, torej ta ravna preklada, zelo podobno tudi profilirana, ki ima notranje vogale porezane, sicer tukaj le ločno, na bregu 20 ravno. Ampak ker je ta kapela samo pripisana Fusconiju, sem se potem pomagala z nekaterimi še ohranjenimi načrti. Namreč izdelal je veliko načrtov za tržaške stavbe, nekaj jih je bilo pozidanih, ampak nobena pa v bistvu ni več ohranjena. Torej, tukaj je tako imenovana Rosetijeva hiša, ki so jo v 70. letih 19. stoletja podrli, pa je stala na mestu sedanje Banke Nazionale del Lavoro na Piazza del Ponte Rosso 1.
Tukaj vidimo zgoraj raven, znotraj polkrožno zaključen portal z maskaronom v temenu, z to stilizirano rustično osnovno ploskvijo, prek katere gre na vsaki strani, sta tukaj dva pilastra in te imajo namesto kapitelov, imajo volute, tako kot na bregu 20. Potem je zgoraj balkon z vazami, ki jih seveda vidimo tudi na tem portalu. Potem je tale načrt iz leta 1764, to je pa za palačo bankalne vlade, ki je pa stala na najprestižnejši lokaciji do leta 1899, to je na Piazza Grande, na mestu sedanje prefekture. Kaže zelo podobno, ta osrednja os ima ta glavni rusticiran stopnjevan portal, znotraj polkrožno, zgoraj ravno zaključen, v temenu maskaron. In na načrtu piše tudi, da je ta fasada podobna fasadi stavbe na Piazza della Dogana, torej predvidevamo, da je Fosconi še eno stavbo naredil, oziroma so jo naredili po njegovih načrtih. Torej, verjetno je bil mišljen carinski urad, in to je poslopje na mestu današnje glavne pošte, na Piazza Vittorio Veneto. No, še bolj je pa zanimiv tale načrt, desni, ki je bil pa nerealiziran verjetno, to je pa hiša, kar tako je ponovana, ta naslov tega načrta za 4 ali 6 trgovcev. Zdaj, za našo primerjavo, sta spet ta portala pomembna, torej porezani notranji vogali, poudarjen temenski kamen in pa oba portala imata take zelo podobne plošče, z volutama ob straneh. Še najbolj pa je našemu portalu podoben tale portal, to je pa zasebna stavba, to je palača Brigido na Via del Pozzo di Mare 1. V literaturi portal datirajo med 1732 in 37 in ga opredeljujejo kot delo Giovannija Fosconija. Ampak ne navedejo vira. Torej, ne vem zdaj točno, ali je res arhivsko izpričano delo ali je tudi pripisano. No, portala družijo zelo podoben koncept, enaka profilacija, te zelo močne nad pilastroma izstopajoče ravne grede, z vazama, torej pilastra, z volutama in pa seveda tudi to poprsje viteza. S tem, da je seveda tukaj ker je bilo očitno tukaj premalo prostorov vmes, so se potem odločili za grb postaviti višje in militarije tukaj upodobiti levo in desno. Torej, bi rekla, da lahko tale naš portal pripišemo Giovanniju Fosconiju in ga datiramo v leto 1743 ali 1744. Seveda, da je Gasparini to naročil pri Giovanniju Fosconiju, seveda ni nič nenavadno. Vemo seveda, da je Fosconi sporadično bival tudi v Ljubljani, ampak tudi če ne bi. To so bili v bistvu vse, Kodeli, Gasparini, Zoisi, zelo pomembni trgovci, ki so bili zelo povezani s Trstom. Imeli so seveda tudi tam hiše, tam svoje skladišča, recimo Michelangelo Zoisi je imel več hiš in več skladišč ravno okrog Velikega trga. Tudi Peter Kodeli dokazano, tako da tudi če se Fosconi ne bi tolikokrat mudil tukaj, bi ga kljub temu seveda brez problema eden, drugi ali tretji poklicali v Ljubljano. Tako v bistvu predlagam, da se o tej hiši govori kot o Gasparinijevi hiši. Kodelijeva hiša pa je seveda lahko ali breg 18 ali pa morda še raje breg 10.
Najlepša hvala, ker ste me prišli poslušati in ste bili potrpežljivi ob tako suhoparnem predavanju z toliko imeni in letnicami. Pomemben del naših predavanj, res vsa leta, je tisti del, kjer lahko vi spregovorite, tako da postavite vprašanja, kakšno kost vržete, znani so umetnostni televizijo. Ja, morda koga zanima, mislim, da nisem povedala, kaj je bilo pa Križevniško 9. Križevniško 9 so pa v bistvu Zoisi kupili, oni so se širili tudi na to stran. In sicer že tam ob koncu 18. stoletja so kupili Križevniško 9, to pa vemo iz popisov v bistvu, iz popisov lastništva hiš. To pa sem samo tam zasledila. In sicer je potem tam živel Bernardino Zois, to je bil pa nečak Michelangelo Zoisa. Torej tisti, ki je potem skupaj z Žigo Zoisom potem vodil firmo do 1799, ko on umre. Tale Breg 20 je pa tudi potem postala Zoisova, namreč 1867, to je pa že 19. stoletje, zato nisem vključila to v glavno predavanje, kupi to hišo Michelangelo II. Zois, to se pravi od Karla Zoisa sin. In potem v njem, torej tedaj, ko je Radič to pisal, so še tukaj živeli Zoisi, oziroma od Michelangela Zoisa dve hčerke z možovoma. Tako da, Zoisi so se širili, ja. Jaz nekaj vprašam. Ste se mogoče ukvarjali iz kakšnega materiala? Je kamen to, granit? Imate kakšno informacijo s tem zvezi? Ne, to se pa nisem. Tukaj ponovadi arhitekti, ki delajo nekaj, vplivajo tudi na izbiro materijala. In mogoče iz tega vira se lahko pride tudi do kakšnih informacij. Glede na to, da je veliko kamnolomov v tem ovalnem pasu. In če imate... Ne, to se pa nisem. Bi se bilo pa vredno, pozabavati tudi s tem, Sam verjetno nisem jaz pravi naslov. V tem bi več kakšni restauratorji po mojem videli. Če smem, mogoče gledati tudi ta temno kamen, sicer temno siv, ampak morda, če bi bil spoliran, bi bil tak črn, kot so ti črnotari, kot so prej podpeški. Nemc je pa jasno, da nima ti črnine ravno zato, ker je pač zunaj, in če ti spoliran stebr, postaviš nekam ven, imamo take primere, rad pa bi že tako siv kot tak. Druga stvar je pa ta, da tole Tosconi iz Trsta samo po sebi ne pove nič o izvajalcu zunaj, ki naredil portal, zato ker je vsem možno, da je to naredljena ljubljanska komunistična delavnica. Tako da, tle sicer to večne lahko strogova, ampak tam bi si predstavljal, da bi si Evropa želel bolj zase nekako zagotoviti tudi načrtovanje. Nima pa ta, kot je to tudi povedala, ta forma nič z temi rogovi in portali, ki jih poznamo. To je samo teza. Sam so bombasi še zraven. Ja, bombasi, grobnik, tako da... Ja, sicer, tukaj za konc sem pa dala v bistvu še tole fotografijo, to je pa, seveda ne sodi to v tej hiši, ampak Kodelijeva kapela v Štepanji vasi, ki pa bi jo verjetno morali tudi nekako pri Fosconi upoštevati, saj razmišljati o tem, Namreč, sicer ne vem kdaj je bila postavljena, kdo je noter pokopan, Vem približno, zaradi tega, ker nikoli nisem bila prav noter, se pa da fotografirati časti vitre. Nazadnje je bila pokopana pa leta 2018 ena potomka Kodelijev noter. In verjetno je, ker Peter Anton Kodelij vemo, da je pokopan v Stolnici, in mislim, da Avguštin je pokopan pač v Gorici,
ta sin njegov, torej Jožef, ta, ki je potem kupil ta breg 10, o čemer sem prej govorila, je pa možno, da je pa že tukaj le. Ampak to moram pa zdaj še raziskati. Ja. Že kaj v knjigi dodala? Ja, to je tudi palači. Še kaj kakšno besedo. Glede na to, da imamo še 2 minuti časa. Ja. Glede na to, da imaš arhiv domov nekako... Ja. Sem pa v zadnjih letih sem bila kar veliko v temle arhivu, ker sem raziskovala tudi zgodovino Zoisove palače. Tako da pred kratkim je šla moja prav monografija o tej palači, tako da lepo vabljeni jutri ob 18. na Slovensko matico, kjer bo predstavitev te knjige, če koga zanima. Ja. Torej, založila jo pa tudi pedagoška fakulteta in finančno je podprlo izid te knjige tudi Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja. Namreč vem, da nekateri arhivisti vsake toliko se odpravijo po stari Ljubljani, ker pogrešamo. Ljubljanska 40 za nekaterega arhivista ni enako Zvezdarska in vsake toliko in se sprehodimo potem tudi mimo Zoisove palače in na Bregu. Prav najlepša hvala za predavanje, ki je bilo tudi nam arhivistom spodbudo, Vanja, za naše arhivsko sodelovanje pri tem procesu. Ni samo vir za politično zgodovino, gospodarsko zgodovino, tega je največ se mi zdi, socialno, ampak tudi za pomembno vir za umetnostno zgodovino, da je pomembno, da arhivisti in umetnostni zgodovinarji, ne samo zgodovinarji, pač sodelujemo. Ja, to je zelo pomembno, ker vsak vidi svojega zornega kota. Eno stvar. In kar bi pa dodala, je pa v bistvu, da ste verjetno že sami ugotovili ob temle predavanju, da ljubljanske hiše sploh niso raziskane. In tale je samo ena izmed teh, ki niso. Tako da to je kar velik deziderat. Naš kolega Miha Kosi sicer pripravlja leksikon. Atlas, zgodovinski atlas. Leksikon bi pa potem bil pa še krasno dokumento, če bi pač resniško pa nekako lokacije. Ja, zbirati, saj tudi te podatke zbiram, ampak ja. To bo tudi zanimivo. Potem se pa najlepše zahvaljujem tako predavateljci kot tudi vam, da ste prišli. In rada bi vas povabila še na 2 dogodka. In sicer eno dogodek bo zdaj, 6. oktobra, namreč odprta razstava z naslovom Most med preteklostjo in prihodnostjo, ki, če citiram uradno vabilo, poudarja ključno, a mnogokrat prezrto vlogo arhiva in zaposlenih v arhivu. Potem pa še naslednje predavanje, enomesečno predavanje predavatelj, tudi med nami danes, v četrtek 23. oktobra, nam bo spregovoril o tem, kaj je pa on našel vse, katere so ugotovitve, do katerih je prišel na podlagi arhivskega gradiva, in sicer o zanimivi družini plemenitih Lambertov, oziroma pevški družini Lambertov. Tako da lepo povabljeni. To je pa gospod Luka Drelović, obetavni doktorant. Hvala še enkrat. Vsi